Dobrodošli nazaj v našo družbo. Ja, jaz še vedno neuspelo iščem priimek grških bogov, je pa na srečo našel Rok svoje prve goste. Dobro z dobrim rubrika je na vrsti in govoril bo Rok z Matejo Koren, ki je ustanoviteljica Agencije kulturnega turizma Enajstica in festivala Soundgarden. Zraven pa bo seveda tudi naš stari znanec Primož Černelč, tako da dobrodošli vsi skupaj. Šla tudi ti, Maša, v studio. Ja, kot vsak petek tudi ta teden raziskujemo nove krožne zgodbe, dobro z dobrim, in kot vedno bo tudi Primož tudi tokrat povedal nekaj uvodnih besed, o čem bo danes sploh tekla debata in kako je sam ta projekt vključen v krožno zgodbo. Ja, dragi gledalci, dobrodošli še z moje strani. Sem Primož iz podjetja Jazon d.o.o., kjer vodim projekt Dobro z dobrim. In kot zmeraj vsak petek bomo tudi tokrat slišali eno zanimivo krožno zgodbo. Tokrat pa malo drugače, v bistvu ne bomo govorili o nekem produktu, ne bomo govorili o neki storitvi, ampak o dogajanju. Ker korona se počasi umirja in čas je, da začne se spet družabno dogajanje, začne kulturno dogajanje, in zato ponovno odpiramo vrata tudi tukaj, v povezovalnici na Gornjem trgu 4 v Ljubljani, kjer nas lahko obiščete po 1. juliju, in tudi, če imate kakršnokoli idejo, kaj bi se vse lahko zdaj v naslednjih mesecih dogajalo v Ljubljani, po mestu, v okolici, kar pridite k nam, pa predstavite idejo, dajte pičat, pa se mogoče povežemo in kaj skupaj zgradimo, ne? Torej, je tukaj le poslovalnica odprta, poleg tega, da lahko ljudje pridejo s svojimi idejami, kaj vse se bo dalo tu še dobiti. Vrata odpiramo predvidoma s 1. julijem, tako da v tem trenutku še pripravljamo zadeve. Ampak tukaj boste poleg, ne vem, različnih produktov, ki smo jih spoznali v prejšnjih zgodbah, recimo, če se spomnimo samovih rastlinskih palačink, ali šampona brez embalaže. Tukaj bo tudi v bistvu izhodiščna točka za turistične oglede po Ljubljani, ki bojo pač okoljsko in družbeno dobro naravnani. Prav tako pa bojo tukaj z nami gostovale različne druge zgodbe. Recimo, ena izmed njih bo tudi kulturno svetovanje, ki ga bo izvajala tudi Mateja Koren. In prav tako boste vi lahko pri nas prišli in zvedeli o različnem dogajanju. Recimo, to, kar bomo danes malo širše povedali o festivalu Soundgarden. Primož, najlepša hvala za tale čudovit uvod in seveda vabim vse gledalke in gledalce, oglasite se tukajle na Gornjem trgu, res imenitna lokacija in veliko čudovitih krožnih zgodb. Primož, hvala. Hvala ti. Takole sedaj pa mesto tukajle ob meni prepuščam Mateji Koren, ustanoviteljici Agencije kulturnega turizma Enajstica in festivala Soundgarden. Mateja, živjo, lepo pozdravljena. Živijo, najlepša hvala za povabilo. Ja, takole, Mateja, najprej mogoče za čisten grob uvod, kaj sploh počnete v Agenciji kulturnega turizma Enajstica in kaj je festival Soundgarden? Ja, res je. Agencija Enajstica obstaja že od leta 2017. Gre pa za agencijo, ki skrbi za razvoj blagovnih znamk skozi vključitvijo kulture na različnih destinacijah. To pomeni, da naša ideja je povezovanje kulture, turizma in podjetništva. In na podlagi tega se je tudi razvila nova zgodba, ideja, ki je sicer že par let visela nekje v zraku in je potem v lanskem letu dobila ta prvi push z pomočjo Zavoda za turizem Velenje in Mestne občine Velenje. Gre pa za festival kreativnih prebojev. Festival kreativnih prebojev Soundgarden se bo v Velenju odvijal od 8. do 11. julija. Namen Soundgardena pa je, da ljudem ponudimo aktivacije, ideje, motivacije, ki jim omogočajo, da v svoje delo in življenje vpeljajo več inovativnosti in kreativnosti. To bomo naredili na ta način s pomočjo uporabe metode infosponginga. Torej gre za metodo, kjer ljudje iz različnih uspešnih področij predstavijo svojo zgodbo in delovanje, svoje motivacijske navzdihe in te motivirajo tako, da potem tudi sam poskusiš
najti v svojem sektorju to, kar bi ti lahko uporabil od nekoga drugega. To pomeni, šli bomo na sektorje turizma, kulture, podjetništva, financ, znanosti, trendov, športa. In sestavljen je nekako iz 4 stebrov, torej motivacija, inovativnost, festivalsko vzdušje in pa kreativnost. Najprej prva misel tukaj, ko govorimo o festivalskem vzdušju, verjetno najprej ne pomislimo na kreativnost, inovativnost, tukaj pa pri tem festivalu je pa to malce drugače. Torej bodo potekale različne delavnice in ostalo družbeno dogajanje, ki bodo verjetno konkretno tudi vplivali na razvoj samega kraja Velenja. Kako da ste se za Velenje sploh odločili in kakšen vpliv ima ta festival na te kraje? Ja, prva in osnovni razlog je to, da sem sama Velenjčanka. Drugo je pa to, da je Velenje v zadnjih letih pokazalo veliko inovativnih pristopov v načinu promocije kraja, v načinu razvoja podjetništva in razvoja same destinacije. V letošnjem letu se je odprl nov prireditveni prostor ob Velenjskem jezeru, ki premore 1000 ljudi. In je res neka ogromna lepa zgodba, ki ima potencial, da postane eden pomembnejših nacionalnih prireditvenih prostorov. In ravno zaradi tega to tudi postavljamo poleti, ker je zraven Velenjskega jezera, torej se pomeni, da lahko zares vsi obiskovalci doživijo ta poletni vibe, ker se lahko kopaš, lahko supaš, lahko počneš veliko nekih teh aktivnosti ob vodi in čist zraven jezera je pa ta prireditveni prostor, ki je res poseben, ta vista je res nekaj unikatnega. Ja, moram priznati, da je tudi mene velenjska urejenost narave in tako naprej kar prijetno presenetila, ko sem bil tam. No. Kaj pa nasploh v festivalu Soundgarden se bo letos odvil prvič? Ja, tako je. Letošnja edicija je prva. Dogajala se bo v 4 dneh, izvajamo v 4 dneh in temelji nekje na 3 teh stebrih. Prvi je ta pogovorni del kot paneli, kjer so posamezniki, kot smo omenili prej, iz različnih sektorjev turizma, kulture, znanosti, športa, financ, bojo prisotni in bojo povedali svojo zgodbo, načine, kako so se oni soočali z nekimi izzivi, problemi, na kak način so jih reševali, kot ta nek motivacijski začetni nagovor. Potem dopoldanskem delu sledi popoldanski, kjer so delavnice na temo od tega, kako kreativo vzbuditi v sebi, do tega, kako javno nastopati, kako s timi delovati, kaj so tvoje najmočnejše točke v delu in timih. Potem pa je vse skupaj nekako zapakirano v ta festivalski občutek, torej bomo imeli jogo, imeli bomo šport, glasbeni nastopi celo, tako da gremo na muziko in festival ima ta feel glasbeni. Tako da, ja, namen je, smo nekaj vrste kot LinkedIn v živo, je zelo pomemben ta networking event, ker je to namenjeno ljudem, ki iščejo podjetja, ki želijo te kreativne in radovedne ume v svojem kolektivu in posamezniki, ki že imajo neko idejo, vzorc, kaj želijo početi, pa ne najdejo pravih ljudi, s katerimi bi lahko to postavili. Tako da želimo, da na tem festivalu pride do teh mogoče malo posebnih, razbijajočih miselnih vzorcev, ki se iz idejne zasnove predstavijo v aktivacijo. Torej si predstavljate nekako, da bodo ljudje tja prišli tako v svojih prostočasnih dejavnostih, kot pa tudi nekateri tudi se izobraževati za svoje poslovne poti. Kaj pa nasploh o populaciji pričakujete, bolj velenjske obiskovalce ali vse slovenske? Ja, festival je naravnan na mednarodno zasnovo, zato tudi ime Soundgarden, kot sound, zvok, ki ga moramo slišati v sebi in ga spodbuditi, in garden kot neka rast, osebnostna rast. Tako da je zaradi korone in zaradi manjšega števila ljudi, kolikor jih pač letos lahko imamo, je festival nacionalen. Tako da gosti so iz celotne Slovenije, tudi ene od pomembnih inštitucij, kot so Saša Inkubator, Center za kreativnost,
STO so eni od partnerjev festivala. Tako da je letos namenjeno to vsem Slovencem, seveda se ne branimo tujcem, ampak tudi celoten program je v slovenščini, potem pa z naslednjimi leti pa želimo to tudi na mednarodni trg preseči. Kaj pa menite nasploh, da en tak festival prinese za razvoj določenega okolja? Pa mogoče ne rabimo biti sedaj čisto specifični na Soundgarden festivalu, ampak tako, kaj je festival za določeno okolje? Ja, se mi zdi, da je to zelo zanimiva tema, o kateri bi se dali tudi na kakšnem panelu debatirati, ampak gre za to, da v očeh posameznika, ki pride na neko destinacijo, festivali nasplošno v ljudeh spodbujajo neke druga čustva, ki jih konferenca pa samo obisk destinacije ne naredi. Tu si aktivni participator, ki na podlagi vsebine oblikuje svoj miselni vzorec, ljudi, ki jih spozna, okolje je sproščeno, ljudi, destinacijo in sebe doživljaš drugače skozi festivalske oči, kot pa če si samo obiskovalec, ki je deležnik vsebin, ne pa tudi aktivni participator. Tako da festivali spremenijo pogled ljudi, mislim, festival sam ti naredi nek drug presek v glavi, no, tako. Se mi zdi, da vidiš destinacijo popolnoma drugače. Verjetno tudi drugače, če obiščeš na festivalu, kot pa če bi tako prišel malce turistično si pogledati mesto. Kje pa vidite nekako ta festival v povezavi s krožno zgodbo? Je festival prijazen okolju? Ja, celoten Soundgarden je zastavljen kot open air. Postavljamo ga dolgoročno, trajnostno, poskušamo vse stvari, ki so festivalske, papirnate, predstaviti v digitalno obliko, iščemo načine, da smo čim bolj ekološki, da ne puščamo za sabo res nobenih odvečnih smeti. Hkrati je pa tudi to, da kje je tukaj krožna zgodba. Krožna zgodba je to, da mi, kar delamo na tem festivalu, je, da želimo povezati deležnike med sabo, ki se mogoče še ne poznajo. Ustvarjamo nek tak kreativni peskovnik, kjer ugotavljamo, da ni nujno, da če ti delaš v turizmu, da se ne moreš učiti od nekoga, ki postavlja VR tehnologijo ali pa blockchain tehnologijo, ali je možno, da se te sektori med sabo povežejo in ne najdemo, do zdaj še mogoče nismo našli korelacije do določenih vsebin, ampak se mi zdi, da s tem festivalom pa ravno to hočemo pokazati, da določeni sektori, ki trenutno še niso povezani, da lahko zgradimo neke mostove, ki jim bojo pomagali priti do nekih novih idej in novih prebojev, ki bojo pomagali tako širši skupini ljudi, da gre naprej. Ja, tudi sektori, ki na prvo žogo morda ne izgledajo povezani med sabo ali pa ne vidijo smisla, da bi se povezovali, se verjetno lahko na koncu izkaže, da vsak odnese nekaj pozitivnega. Mateja, najlepša hvala za enkrat, prav kmalu se spet vrnemo tukaj le z Gornjega trga, predtem pa kratki oglasi. Se gledamo. Lep pozdrav, že smo nazaj z Gornjega trga, tukaj le ob meni pa Mateja Koren, ki je ustanoviteljica Agencije kulturnega turizma Enajstica in festivala Soundgarden. Ja, Soundgarden se bo letos prvič izvedel in sicer v Velenju ob Velenjskem jezeru, kar nestrpno to že pričakujemo. No, poleg tega, Mateja, pa prej nismo omenila, da si tudi tukaj le imela predavanja o kulturnem podjetništvu. Zdaj, meni na prvo misel je padlo, da kultura in podjetništvo nimata kaj veliko skupnega, veliko kulturnikov nas je ali pa jih je slabih podjetnikov. Kaj v bistvu pomeni kulturno podjetništvo? Ja, jaz sem sama že pred leti, preden sem odprla agencijo, sem bila med drugim glasbeni menedžer, kjer sem se spoznala z potrebami kulture
da postavi bolj strukturirano svoje poslovanje. In potem sem šla v bistvu čisto v start-upe in v to podjetniško sfero, kjer sem pa ugotovila, da manjka ta nek kulturni vidik tega biznis sveta. In sem videla korelacijo, kjer podjetja potrebujejo to mehkobo kulture in kultura potrebuje malo bolj to strukturirano poslovno plat svojega dela. In nekako je z leti sedaj, to postaja vedno bolj jasno, pa določeno, še vedno pa so, se mi zdi, kulturniki, ki potrebujejo to podjetniško usmeritev, strukturo, in podjetja vedno znova iščejo ali preko team buildingov ali z nekimi mehkimi prijemi, kako lahko upeljejo ta nek kulturni vidik v svoje poslovanje in s tem tudi razvijajo svojo blagovno znamko v neki taki prijetnejši, sproščenejši atmosferi. Ja, in tudi kreativa, inovativnost, ki bosta nekako temeljni vrednoti festivala Soundgarden, nekako spodbujata inovativnost, kreativo. Zakaj sta ti dve lastnosti pri podjetnikih tako nujni in v zadnjem času tudi bolj zaželeni? Na splošno se mi zdi, da ljudje smo po osnovi radovedni, in da je radovednost spodbujaš na ta način, da vpeljuješ v svoje procese dela več inovativnosti pa kreativnosti. In kar se mi zdi največji problem je ta, da smo nekje vsi smo kreativni, ne? Že od rojstva. In pol na neki točki, v neki fazi nam nekdo pove, da pač to ni tvoja stvar, ne? Ampak kreativni vsak. Včasih samo malo pozabimo, da je to ena stvar, ko je v nas samih, pa je treba malo spodbuditi, pa z nekimi prijemi pridobiti nazaj. In kreativnost nas dela unikatne. Pomaga nam, da razmišljamo malo izven okvirjev, da gremo v neke druge sfere razmišljanja in smo zaradi tega unikatni. Ne? V svetu, ki se vedno bolj sistematizira in postaja vedno bolj enak, je ta kreativnost pa inovativnost nekaj, kar naredi tebe. In iskrena je. Iskrena je v kreativnosti pa inovativnosti v svoji lastni, če si iskren do tega, pridejo ven zgodbe in stvari, ki jih ne vidiš drugače. Te naredijo unikatne. In mislim, da je potreba po tej unikatnosti in univerzalnosti vsakega posameznika tista, ki naredi pač ta svet in nas boljše. No? Mateja, kako pa recimo, da je naša kreativnost malce zaspala v nas, kako jo ponovno zbuditi? To pa prideti na Soundgarden, ker bomo imeli dejansko delavnice. Obstajajo delavnice, obstajajo določeni prijemi, ki se jih lahko dnevno poslužujemo. Ena od teh je že, kar sem rekla, na čemer temelji Soundgarden, je infosponging. Infosponging pomeni to, da si dnevno vzameš 20 minut in prebereš stvari, ki so popolnoma izven tvojega področja dela in ustvarjanja. Recimo podjetja, ki so nastala na podlagi infosponginga, so recimo zelo znana, Uber, Airbnb. Zato, ker ko je nastal Uber, oni niso gledali, kaj taksisti delajo, oni so gledali, kaj je ekonomija na trgu. Isto je z Airbnb-em, oni niso gledali delovanje hotelov, ampak so gledali, kaj dejansko potrebujejo mladi, ki potujejo. In to so vse nekako ena osnovna ideja kreativnosti je ta, da se učimo dnevno iz novih področji, si zapišemo na neke stvari, listke, stvari, ki so nam zanimive, ki se nam zdijo, da nam lahko koristijo, in potem, ko imaš več takih različnih aktivacij nekje na kupu, jih kar naenkrat začneš povezovati v neko smiselno sliko, ki je čisto unikatna in čisto tvoja. Zato, ker pač tvoja glava dela na drugačen način, kot nekdo, ki bi mogoče videl iste stvari. Se pravi, nekako je potrebno gledati tudi malce izven svoje profesije, malce izven svojega področja, da smo lahko tudi v svojem področju kreativni. Morda se lahko tukaj tudi navežemo na tista povezovanja v turizmu, v IT in tako naprej, v sektorjih, ki na prvi pogled niso sorodni. Festival bo potekal, se pravi, ob Velenjskem jezeru. Kako pa je z vstopnino, kateri dogodki so plačljivi, so morda kateri brezplačni, kako je s tem? Zdaj tako, sam dogodek bo imel vstopnino, imeli bomo dnevne in
cele 4-dnevne festivalske karte. Je pa tako, da letošnje malo omejitve nas tudi omejujejo številom ljudi, tako da bodo te karte zelo omejene. Kar se pa glasbenega programa tiče, je pa ta prostor celotno odprt, tako da ne glede na vstopnino bo tudi glasba na voljo vsem, ki bodo okoli jezera, tako da to je odprto. Je pa res, da bomo zaradi kart in vsega mogli omejevati z temi ograjami, tako kot vsi festivali, zato da bo zadostilo pravilom, ki jih pač zahteva letošnje organizacije. Ja, povsem razumljivo. Kje pa se da dobiti še več informacij o samem festivalu in kje se da naprimer nakupiti vstopnice? Vabim vas mogoče na spletno stran soundgarden.si, kjer je tudi že objavljen deloma urnik, ki je pripravljen za julij. Je pa tako še ta urnik še malo v nastajanju, karte bojo pa verjetno nekje okoli 15. 20. junija na voljo, tudi preko spletne strani. Tako da bo mogoče, vas pa vabim, da zdaj spremljate, najdete nas na vseh družbenih kanalih, Facebook, Instagram, LinkedIn, tako da smo tudi odprti za kakršnekoli predloge, ideje, na koncu koncev je to povezovalni festival, tako da če ima kdo kakršnokoli idejo, aktivacijo, se mu zdi, da je na podlagi programa, ki ga bo pogledal, urnika, neka ideja, predlog, ki bi ga lahko še upeljali, vabljeni. Še nekaj manevrskega prostora, torej, ja, krasno. Mateja, morda vprašanje čisto za konec, kje pa vidiš festival Soundgarden čez 10 let, naprimer? Ja, želja festivala je, da postane eden večjih kreativno-kulturnih festivalov v tej delu Evrope. In kar nam je še bolj pomembno je to, da želimo, da ljudje, ki bodo prišli na festival, da zaradi tega festivala nastanejo nove zgodbe, posebne zgodbe, unikatne zgodbe in se povežejo med sabo ljudje, ki se mogoče na drugačen način ne bi imeli čas videti, srečati, ker kar je tudi to je, da ne glede na program dajemo dovolj prostora, da se ljudje med sabo družijo. Ustvarjamo networking kotičke, posebne aktivacije, ki ti dajo dovolj prostora, da imaš čas, da se z nekom pogovarjaš, da greš na kavo, to, kar ponavadi na nekih teh dogodkih običajno ni. Tako da, ja, to je to. Ja, dobri plani, ampak viš, kaj me še zanima, kako težko pravzaprav je sploh ustanoviti festival, prvo leto, ljudje ga še ne poznajo, moraš ustvariti nek brand, to verjetno ne pride kar čez noč. Kako zahtevno res je bilo z organizacijo in kdo vse je sam projekt podprl? Ja. Dejstvo je, da festivala ne bi mogli organizirati, če ne bi bila mestna občina Velenje. Ko smo povedali za projekt, tudi nas je ob tem podprla. Drugače pa sem bila prijetno presenečena nad odzivi ljudi, katerih smo vabili na festival. Govorimo vse od inštitucij, zavodov, posameznikov, res zelo, zelo, zelo lep odziv smo dobili, tako tudi od fakultet. Ravno to, kar smo govorili, ta povezovalni efekt z različnimi sektorji, se je izkazal za nekaj, kar mogoče vsi rabimo. Tako da bi želela, da bi lahko povabili več ljudi letos, ampak je mogoče to nek zametek, da vidimo, v katero smer iti, pa na kak način, potem pa je to nekaj, kar bomo lahko razširili, pa še bolj približali ljudem, glede na vsebino, ko jih bo letos zanimala najbolj. Mateja, najlepša hvala za vsa ta pojasnila in seveda srečno z organizacijo in izpeljavo festivala Soundgarden. Najlepša hvala. Takole, toliko za enkrat z Gornjega trga. Vabim tudi vas, poglejte si na spletni strani, torej Soundgarden, kakšen je program. Tam lahko kupite tudi vstopnice od junija naprej. In če vas zanima, res si kupite, pridite v Velenje, krasno mesto, tako da verjamem, da boste kar nekaj odnesli prijetnega, seveda s koristnim. Takole, iz Gornjega trga se poslavljamo in se kmalu spet vidimo, sedaj pa kratki oglasi.